vašo prošnjo, tako rekoč, začenjamo z komentarjem k neki ideji, neki spremembi, ki se dogaja v znanosti, ki je res najnovejšega datuma. Dogaja se ravno zdaj, v tem času, ko smo tukaj. In sicer ni čisto nekaj, pa vendar mislim, da je čisto v redu, če omenim, da najna starejša hčerka študira na univerzi v Edinburgu, natanko to, o čemer bom zdaj spregovoril. Spregovoril bom zato, ker je res nekaj novega, je pa pomembno za razumevanje nečesa, kar je za nas v vsakdanjem življenju vedno znova zelo pomembno. Vedno znova je namreč zelo pomembno tole. Ljudje ne zaznavamo sveta okrog sebe na popolnoma enak način. Ne zaznavamo zato, ker nimamo povsem enakih možganov. Moji možgani so vsaj malo drugačni od vaših in za vsakogar to velja. Mi nimamo enakih nevronov, enakih celic v možgani. Zato je nemogoče, da bi zaznavali, videli, slišali svet, sebe, druge ljudi, to, kar je v svetu, objekte, predmete, tako dalje, na povsem enak način. Seveda je to že lahko vir vsakdanjih težav. Kajti zelo hitro lahko pride do tega, da se začnemo prepirati. Kdo zaznava svet bolj prav, ali pa bolj zares, in kdo ne. Zelo hitro se zgodi, da se ljudje začnejo prepirati, kaj je res. Kakšna je resnica tistega sveta, ki ga opazujejo, tistih stvari, ki jih obdajajo. Zdaj, to, kar bom povedal v nadaljevanju, sicer ne bo preprečilo najbrž nobenega prepira, pa ne bo prispevalo, da so ljudje, ki bodo razumeli med seboj, ampak nam bo pa vsaj pomagalo razumeti eno začetno idejo, kako delujejo naši možgani, ko opazujemo svet, ko ga zaznavamo, ko razmišljamo o njem in tako dalje. Začetna ideja, kot sem rekel, je tale. To je eden od profesorjev, pri katerih študira, kot sem že omenil, najna starejša hči. In to je eden od vodilnih znanstvenikov trenutno na tem svetu, ki se ukvarjajo z neko idejo, ki vam bom jaz zdaj le na kratko predstavil. Ideja je v grobem tale. Verjetno so nas do zdaj učili, okoli, pa morda tudi kje drugje, da zaznavate svet okrog sebe tako, da se zunanjost na nek način preslika v vaše možgani. Da vaši možgani... Kako preslika, če ni fotoaparat? Ja, ni fotoaparat, to je res. Ni fotoaparat, pa vendar se tako reče.
ni pa fotoaparat. Možgani delujejo drugače kot fotoaparat. Ampak nekoč so celo mislili, da deluje podobno kot fotoaparat. No, v glavnem, gotovo ste velikokrat slišali, veliko sem tudi učili, kot rečeno, da možgani zaznavajo svet. Ste? Ok. No, vidite, ta ideja je samo pol resnice. To samo delno drži. Danes vemo, da ni čisto tako, ker je treba povedati vsaj še nekaj. In to nekaj je zapisano tudi v kratkem predstavitvenem članku od tega profesorja, ki sem ga že omenil. To je predstavitev nekega raziskovalnega vprašanja, nekega raziskovalnega področja. Znanstveniki namreč vedo že nekaj časa, da ni čisto tako, kot sem prej rekel, kot so tudi vas učili. Znanstveniki vedo že nekaj časa, vendar niso imeli na voljo ustreznih naprav, da bi preverili še neko drugo idejo, ki jo je treba povedati in zdaj vam bom tudi povedal. In sicer, ne samo, da možgani zaznavajo svet okrog sebe, počnejo še nekaj drugega. In sicer nenehno, neprestano, ves čas, sami od sebe ustvarjajo tako imenovane kognitivne modele o svetu. Možgani jih sami ustvarjajo. Zdaj ni tako pomembno, da bi razpravljali o detajlih, ker je to za neko čisto drugo področje, za druge predavanja, ne za to, kar nas tukaj zanima, samo da imate neko osnovno idejo, da možgani tudi ves čas postavljajo hipoteze o tem, kakšen je svet. Ni res, da zgolj pasivno čakajo, da državljaji iz sveta pač pridejo v možgani. To je osnovno ideja. Torej, neprestano generirajo, ustvarjajo modele sveta, ideje o svetu in ti modeli, ki jih možgani ustvarjajo, ni toliko res, da jih ustvarjajo ljudje, da jih ustvarjajo njihova zavest. To možgani delajo sami od sebe. Ti modeli, torej, ustvarjanje teh modelov, temeljijo na informacijah, podatkih, na znanju, ki so v možganih, v spominu vsakega človeka. Vsak od nas ima drugačne spomine. Nimamo enakih spominov in ne moramo imeti enakih spominov. Živimo v različnih okoljih, različno dolgo časa, srečujemo različne ljudi, imamo različne izkušnje in tako dalje. Mi nimamo enakih spominov in jih ne moramo imeti. Ti modeli pa temeljijo, torej vidite, na seveda vsakokratnem kontekstu, kot se to reče, na vsakokratni situaciji, v kateri se možgani znajdejo, in na torej informacija oziroma na spominu, da bi napovedali, da bi predvideli predikt, da bi predvideli, kaj se jim bo zgodilo. Torej, možgani vnaprej predvidevajo, kaj se bo zgodilo v okolju, v katerem pač so. Še enkrat, ni res, da zgolj pasivno čakajo, da se okolje na nek način preslika v možgane. Vidite, in to je zelo pomembno. Kajti, ker nimamo enakih spominov, ker nimamo enakih informacij, ker nimamo enakega predhodnega znanja, tudi naši možgani ne postavljajo enakih hipotez o svetu.
In ker ne postavljajo enakih hipotez, ne gradijo enakih modelov o svetu, zelo hitro lahko pride do nesporazumov, sporov, konfliktov in tako dalje. Ne, da bi mi to hoteli, včasih ljudje rečejo, ja, sej nisem hotel, jaz seveda nisi hotel. Možgani to sami naredijo, ti nisi nič hotel. Okay? To pomeni, ljudje se včasih skušajo upravičiti, češ, si nisem nič hudega mislil, to ni bila moja namera, da te naredim žalina, ker seveda ni bila. Ampak to ni upravičilo, to je napačna ideja o tem, kako delujejo možgani. Torej, možgani sami od sebe že generirajo modele, ideje, predstave o svetu. Torej, napovedujejo prehodna stanja, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In ljudje imamo zato nujno potrebo, da se med seboj pogovarjamo. Zato, ker je nemogoče, da bi se sporazumeli že kar avtomatično, da bi se poenotili že kar v štartu. To je nemogoče. V štartu imamo zagotovo različne ideje, predstave, reprezentacije, hipoteze o svetu. In da bi bilo med nami čim manj konfliktov in sporov in nesporazumov in tako naprej, se je treba pogovarjati. Ampak ne enkrat za vse, ampak vsak dan. Nenehno se je treba pogovarjati. Kot tudi možgani, nenehno, kot tukaj piše, ustvarjajo modele in se jih spreminjajo, popravljajo, preoblikujejo, transformirajo in tako dalje. Zato je potreba po pogovarjanju je velika. Ne samo, da imamo ljudje subjektivno potrebo, da se pogovarjamo. Možgani sami imajo potrebo, da se pogovarjajo z drugimi možgani, da bi se sploh sporazumeli. Mislite, pogovarjali, ko ste komunicirali, ali tako? Niso, to ni čisto isto komunicirati, ni isto kot pogovarjati se. Komunicirati bolj pomeni, kot ti nekomu pošljaš SMS, pošiljati informacije, pa podatke, tudi pogovarjati. Pogovarjati nekaj dobrega. Ampak nekaj je približno, bi pa lahko rekli. Čeprav mi ne komuniciramo samo z govorom. Z mimiko obraza je potem interesno. Ja, na različne načine komuniciramo, na različne seveda, ko ti odtipkaš SMS sporočilo in ga nekomu pošlješ, ti se ne pogovarjaš z unim človekom. Pošilja na različne načine. Danes pa sploh to velja, ker imamo na voljo tudi različne naprave, različne tehnologije, prek katerih se sporazumevamo, pošiljamo informacije, se pogovarjamo, komuniciramo in tako dalje. No, to je osnovna ideja. Zbravi, ko se dva človeka znajdeta v položaju, da gledata ali pa poskušata dojeti ali pa razumeti ali pa slišati ali kaj podobnega, neko zadevo, neko stvar, neko objekt, kako že, je možnost, da se ne boste sporazumela že v osnovi navzoča. Zbravi, od samega štarta že obstaja možnost, da se ne sporazumemo, ne razumemo. Tudi če se hočemo sporazumeti, obstaja možnost, da se ne bomo. Ker tako delujejo naši možgani, zato je včasih se treba kar veliko ali pa zelo veliko pogovarjati, da bi se vsaj za silo sporazumeli, kaj se dogaja okrog nas. Ok, no to je osnovna ideja. Zbravi, predmet našega razmisleka v tem primeru je zelo preprosto vprašanje, kaj se dogaja, kaj je res. Kaj je res? Kako razumemo to, kar je res? Da ne bi živeli v iluzijah, da ne bi živeli v zmotah, da ne bi živeli v fiktivnem svetu. Zdaj, ker se mi tukaj ukvarjamo še z nečim, in to je z znanostjo, mi se še se ukvarjamo z znanostjo, je dobro k temu dodati še eno zadevo, ki je neposredno s tem povezano. Neposredno, nujno je povezano s tem, kar sem zdaj povedal.
in je sorazmerno novejšega datuma. Sorazmerno novejšega datuma, ali ste šele v koncu srednjega veka, šele v času renesanse in še celo malo kasneje, primer v 17. stoletju, se rojeva sodobna novoveška znanost. Predtem, naprimer v času srednjega veka, je prevladoval drugačen način razmišljanja o svetu, ki je bil največkrat pogojen z religijo, oziroma z vero. In če ste živeli v srednjem veku, se je, ali če bi živeli v srednjem veku, bi se od vas pričakovalo, veste kaj? Od vas bi se pričakovalo, da preprosto verjamete to, kar nam rečejo, in ste tiho. Pika. To bi se pričakovalo. Z razvojem znanosti, kot rečeno, pa se rojeva en nov, drugačen način razmišljanja o svetu. Drugačen. In ključno za ta drugačen način razmišljanja je to, kar je tako sjajno razvil en človek, ki smo ga tukaj že omenili, to je francoski filozof in matematik René Descartes, če se spomnite. Že govorili. René Descartes je skozi svoja dela, skozi svoja predavanja, skozi svoja razmišljanja prišel do genialnega, izvrstnega spoznanja, na katerem danes temelji naša znanost. In to je to. Poslušajte, kaj vam bom povedal. Znanost temelji na dvomu, ne na veri, ne na verjetju v koga, nekakšne sile, ampak na dvom. Kaj to pomeni? To pomeni, prosim. Ja, pač v bistvu, ker če dvomaš v neki, greš to raziskati. In v bistvu zaradi tega, kako bi pognal neki. Tako so prišli do elektrike. Želja v bistvu pripelje v nekaj novega. Prav Timotej, natanko za to gre. Dvom pomeni, dokler časa nimam za katerokoli spoznanje, idejo, dokazov, dokler nimam dokazov, dvomim, da je nekaj res. Zabravi, če mi vi rečete, da je 3x3 10, vam bom rekel, Ni res. dokažite, ker ni res. Dokažite, dvomim, da je 10. Dokažite, da je 10. Dokler mi ne dokažete, preprosto ne sprejmem te trditve. Če mi rečete, da obstajajo zunajzemeljske civilizacije in da so včeraj pristali tam na eni zdelnici z visoko ladjo, vam bom rekel, ne verjamem, dokler mi ne dokažete, da je to res. Kako bi lahko dokazali tole? Če jih ni mogoče videti, prosti močej Dokazati je mogoče takole. Če ste se prepričali, da so pristali z neko ladjo na parkirišču, naprimer, tam je pred Šparom, so prišli po nakupi, da so parkirali svoje ladje. Ja. Če ste vi to videli, naprimer, potem mi lahko rečete takole. Videl sem na lastne oči, da so pristali na parkirišču pred Šparom zunajzemeljski prebivalci. In rečete, vidite, to je dokaz. Na kar vam jaz rečem, to ni noben dokaz, ker kje pa piše, da se niste tega zmislil zdaj. Prines mi, na primer, fotko. Ja, če se jih ne da videti, pa jih pa nismo mogel videti. Pa ne moš reči, da so pristali na parkirišču pred Šparom. Enako velja. Tudi, če se jih zaznal z nekaj katerim čutilom,
bom rekel, dokaži. Meni vse se jaz čutilom si to zaznal. Ampak to je treba dokazati. V sodobna znanost ima na voljo veliko naprav, merskih inštrumentov, s katerim zna zmeriti tudi tiste stvari, ki jih mi ne moramo videti, slišati, okušati in tako dalje. Velja enako, dokaj mi ne preneseš takega dokaza, pač dvomim, da je to res, prosim. Kako je pa boste dokazali, kaj bi govorilo, da je tolata radioaktivna, pa da moleka ne temete biti, ker povedajoča ja? To se z lahkoto dokaže in je tudi že bilo dokazano tako, da odnesete recimo tisto solato ali pa mleko ali karkoli že v en laboratorij, ki je opremljen z ustreznimi napravami, s katerimi znajo znanstveniki izmeriti recimo količino radioaktivnosti, zastrupljenost. Recimo zdaj, če ste kaj spremljali, nekaj dni nazaj je sedaj tam blizu Vrhniki ali na Vrhniki en velikanski požar. Eni tovarni, plastični pa kemikalij in tako dalje, bil velikanski požar. In kaj so najprej naredili? Tja so prišli znanstveniki z merilnimi napravami, ker se ne da videti teh molekul in atomov in drugega, ki so pri tem nastali, so ti strupeni, in so jih izmerili. Recimo med drugim so izmerili količino živega srebra. Zato, ker so med drugim zgorele tudi žarnice. Veliko žarnice zgorelo, noter je živo srebro, in so izmerili, ker to je smrtno nevarna kovina, in so izmerili, koliko teh prostih atomov živega srebra da plava po zraku. So zmerili, imamo naprave. So točno povedali, koliko jih je. Tako da ta hip, recimo, je že ne želim živeti v Vrhniki, ker to zdaj seveda plava, tega ne morate kar potegniti iz zraka, in tudi vaše pljuča, vaše kri, skratka, zdaj ne morate biti tam. Mene zanima, koliko je še to v širina radi? Ali se te dešlo do kamnika? To ne vem, ker nimam merskih inštrumentov, da to zmerim. Ne vem. Ampak da se pa zmeriti. Da se zmeriti. Se pravi, če gremo čisto nazaj, ne? In kako to dokažemo, pridemo do tiste razlike? Seveda, pridete do resnice in rečete, v zraku je toliko molekul, atomov, nečesa, in jaz rečem, ker je ta merska naprava, ki si jo pri tem uporabil, natančna, je umerjena, je znanstveniki se strinjajo, da res meri tisto, kar pravi meri, ti verjamem, oziroma ne verjamem, ampak se strinjam s tabo, res je toliko in toliko atomov, molekul v zraku in tako dalje. To je potem podatek, to je dejstvo, o katerem pa ne moremo več dvomiti, ker je dokazano, da je res tako. O tem govorimo. Dokaj časa pa ni takega dokaza, imamo pravico dvomiti. A razumete? Torej, znanost pravi, ni dovoljeno, da se sklicujete na vir, ali na podatke, ali pa na informacije, ki jih ni mogoče preveriti, ker ne veljajo nič. V znanosti velja, da je vsak podatek, vsako trditev, vsako dejstvo treba preveriti. Se pravi, mora biti podana v taki obliki, da jo nekdo drug lahko preveri, kar pomeni. Imate mersko napravo in izmerite nek podatek, koliko je atomov živega srebra v zraku. Potem odnesete ta podatek Duša Drutarju, Duša Drutar pa reče, a veste kaj, dajmo še enkrat z eno drugo napravo, ki tudi meri isto, to preveriti, kajti mogoče smo se pa v prvo zmotili. Zato v znanosti velja princip, torej preverjanja. In dobri znanstveniki vsako meritev, podatek, do katerega pridejo, preverijo. Ne samo enkrat, veste. Preverja se vedno znova. Zato, da bi bili zares dokončno prepričani, da je tisto res, kar pač trdijo, da je.
Medtem ko zunaj znanosti praviloma to ne velja. Ker če greste v cerkev, tam rečejo, tako je, ti morate navarjeti. Drugač, to že nekaj ljudi. Pa to rumnik reče. Ja. Vi zdaj isto počnete. Vi nas pripričujete, da pač moramo na nek način dolažiti. Ne, to pa ni res. Zakaj? Ker je napisano vse. Sej tam je tudi napisano. Ja. To še ni, še nekaj drugega, bolj elementarnega lahko rečemo. Tole je seveda res napisano in zadnjem je znanost, gre za tole. Temeljni princip znanosti je, kot sem že prej rekel, vi meni ne rabite verjeti prav nič. In jaz ne trdim, da vi morate verjeti. Z mojih ust niste slišali enega stavka, morate verjeti, ker sem jaz tako rekel. Vi ne rabite verjeti. Ker tukaj jaz nisem zato, da bi vi verjeli. Jaz nisem duhovnik. Jaz sem tukaj zato, da vam povem, katera raziskava, kateri znanstveniki, na katerem inštitutu so ugotovili X. Vi seveda meni lahko rečete, ja, dragi moj Dušan Rutar, ti sicer trdiš, da je tole res, ampak mi pa dvomimo. In jaz rečem, hvala Bogu, fajn, da dvomite, super, dvomite in se prepričajte sami. Prepričajte se sami. Kako pa? A kako? Eno je pa predljivo vprašanje. V znanosti velja tudi tale princip. Jaz smo jih našteli že dva. Smo našteli dva. Eno je dvom. Znanost temelji na dvomu. Vedno znova dvomimo, da je nekaj res. In ne samo to. Tam zunaj je veliko znanstvenikov, ki dvomijo drug v drugega. Vse, v znanosti je takole, recimo en članek. Poglejte, vam bom takoj pokazal. Poglejte tale članek. Samo en podatek vam bom navedel. To je znanstveni članek, ki ga je objavila Ameriška akademija za znanost. Ok? Ampak, tole so avtorji. Cel kup avtorjev je. Toda tukaj nekaj piše, pogledajte. Tile avtorji so svoj članek poslali julija leta 3, dobro, mogoče en dan prej, 23. julija leta 2014, komu? Poslali so ga nekemu uredniku, ki je ta članek dal drugim znanstvenikom in je rekel, preverite, kaj tile ljudje pišejo. In če ga boste odobrili, ga bomo objavili. Če ga pa ne boste potrdili, če boste pa rekli, kaj to ne manjše nabajzali, neki mutijo, ne bo nič, bodo tile ljudje dobili nazaj pošto, kjer bo pisalo, spoštovani znanstveniki, sorry, vašega članka ne bomo objavili, ker so drugi znanstveniki podvomili, da govorite resnične, koristne, preverjene in tako zadeve. Se pravi, ko se jaz sklicujem na en znanstveni članek in vedno se, to ne morate priznati, vedno se sklicujem. Ok, ko se sklicujem na znanstvene članke, se vedno sklicujem na nekaj, če se sicer eksplicitno ne povem, vedno znova, ne? Ampak vedno znova je to res, namreč, jaz se sklicujem, da so eni znanstveniki, to je tega, preden so tile znanstveniki poslali članek, recimo Akademiji, znanstveni akademiji, Združenega nekemu uredniku, preden so poslali članek, so se dolgo časa, včasih leta dolgo, ukvarjali z neko raziskavo. Raziskovali so neko idejo. Ampak tudi, ko so raziskovali to idejo, ta ideja ni padla z neba včeraj. To idejo, poglejte, gremo nazaj, to idejo, poglejte ta primer, mislim, da tle piše, ali pa mogoče tudi ne,
Dobro, v tem primeru mi verjente, da piše, ker pač nisem poskeniral vse. Ja, ampak, glede tega se lahko pripričate. Tale profesor je tole napisal, ve, da se je s to idejo ukvarjal, ne samo tale človek leta 92, pa tale človek leta 99, pa tale človek leta 2004, pa tale leta 2005. On ve, da so se znanstveniki s temi idejami ukvarjali že leta 1863. Se pravi, neko idejo raziskuje vrsta znanstvenikov, množica znanstvenikov, na desetine, na stotine, morda na tisoče znanstvenikov, 100 let, na najrazličnejše načine raziskujejo, razvijajo metode, naprave, delajo eksperimente, ponavljajo in ponavljajo in ponavljajo, dokler se niso prepričali, da je tisto, kar bi radi objavili, res. Pa še takrat morajo najprej ta članek poslati nekim drugim znanstvenikom, da se še oni prepričajo, da je to res. In še ko se oni prepričajo, urednik reče, ok, bomo članek objavili, ampak s tem še ni konec zgodbe. Potem pa ta članek prebere Dušan Rutar. Dušan Rutar ima pa tudi znanstveni naziv, je doktor znanosti. Dušan Rutar pa reče, ne bojo mene kar ženega čez vodo pelali, bom jaz malo premislil, če je tole res. Vem, da so oni premislili, vem, da je urednik premislil, vem, da so tine, ki so ga odobrili, premislili. Ampak še jaz ga bom premislil, ker nismo v cerkvi. Ker nisem treba znak pade, pa se govorim, jaz se govorim, jaz se govorim, jaz se govorim, ne! Ampak sem pristopil k branju tega članka z dvomom. Če me bodo prepričali, bom jaz ta članek obesil sem gor in ga bom v četrtkih ven komentiral. Če me pa ne bodo prepričali, ga pa vi ne boste videli, ker vam ga ne bom, ker bom rekel, Malo zakompliciran. Je zakompliciran, ampak s tem še ni konec zgodbe. Takoj bo, Lucija. Ko jaz pridem sem, rečem, dragi moji, tile znanstveniki pravi, tale urednik pravi, tile, ki so članek odobrili, pravijo. In jaz pravim, da je tole najverjetneje res. Ampak, ne rabite mi verjeti. Prepričajte se sami. Kako? To pa ni enostavno. Namreč, če se hočete prepričati, morate na primer najprej znati seveda najprej angleško, ja. Najprej morate znati angleško, da to sploh preberete. Potem se morate spoznati na znanstveno metodologijo. Najbolje je, da ste sami znanstveniki, ali pa da ste se vsaj trenirali za znanstvenika, ker drugač vprašanje, če bodo vse razumeli. Se pravi, je treba najprej narediti osnovno šolo, potem je treba srednjo šolo narediti, potem je treba fakse, potem je treba magisterij narediti, potem je treba doktorat narediti. No, potem ste pa usposobljeni, da tole sploh razumete. Če je seveda z tega področja vaš doktorat, če imate vi doktorat iz enega drugega področja, Prav dvomim, da bi šel dol čez vse to. Jaz tudi, ampak s tem še zgledam na konc zgodbe. Še daleč. Če hočete prebrati tale članek in se prepričati, da je to res, na koncu, sicer tega tukaj nimam, ker nisem celega članka dal, ampak na koncu vsakega članka piše viri. To so viri, iz katerih so se napajali tile avtorji, da so pisali ta članek. In če ste rigorozen znanstvenik, boste prebrali še une vire, da boste videli, kaj pa če so se tile zmotili pri branju unih virov, ali pa so kaj po svoje naredili, ali pa so kaj razumeli tako malo na približanju. In ko boste vse to naredili, in to vam bo vzelo veliko časa, ne malo, veliko, potem boste pa že na zelo dobri poti, da rečete, ok, tole razumem,
une vire sem prebral, tile znanstveniki se strinjajo, uni tudi, kakšnega resnega ugovora tem znanstvenim spoznanjem do zdaj ni bilo, sklep, najverjetneje imajo prav. Če ste me poslušali, nisem rekel 100%, rekel sem najverjetneje, kaj ti znanstveni še na enem principu. Morda bo pa jutri nekdo naredil še eno raziskavo, ki bo še bolje zasnovana, ki bo imela boljšo metodologijo, ki bo bolj natančna, z novimi napravami, z novimi stroji, z novimi ne vem katerimi zadevami, in bo rekel, dragi moji supervizorji, tole, ki ste vi tle napisali, ne drži, kaj ti? Nova raziskava pa pravi, žbija. Potem bo spet prišel se na Dušan Rutar, ker bo to prebral in bo rekel, motil sem se, sorry, oziroma ne sorry, ker znanost tako deluje, normalno je, da vam bom jaz jutri povedal kaj novega. To je normalno. Ni pa normalno, tako kot delajo nekateri delajo pa tako, učitelji in profesori in drugi. Veste, kaj delajo? Leta in leta ponavljajo isto lajno, isto vedno znova. Iz mojih ust ne boste slišali iste. Tudi slučajno, tudi enkrat nisem navedel istega vira kot prejšnjič, če ste bili pozorni. Niti enkrat. Pa ste še Descartes. Ja, nisem Descartes. Samo Descartes je napisal to. Ja, niste, avtor je pa isti. Avtor je isti, seveda. Ampak, mislim, da razumete, se v končni fazi tudi, če bi, a veste, Einsteinova formula, če gledate zdaj serijo, Einsteinova, gledate, a kdo gleda serijo Genius? Jaz sem videla se reklamo. Prosim, gledajte to serijo o Einsteinu. Če boste gledali in morda ste že zdaj to slišali, obstaja še nekaj, kar je značilno za znanost. Einsteinova enačba E je mc kvadrat je pa enačba, ki jo znanstveniki, ne samo Dušan Rutar, po celem svetu ponavljajo vedno znova. A veste zakaj? Zato, ker v 100 letih niti približno, niti en človek ni najdel niti enega razloga proti. Kar pomeni, ker je očitno z verjetnostjo 99,99% resnična, jo ponavljamo. Vse je ponavljamo. Ker je preprosto resnična, tako kot 3x3 9. A mislite, da bom jaz prišel naslednji četrtek, sem pa bom rekel 3x3 je 10? Ne bom. Zakaj ne? Je zato, ker je jaz 9? Ne drži, da bi bilo 10. Seveda ne? Ker je 9. Ok, no, toliko za eno tako uvodno misel o znanosti, kako deluje princip in tako dalje. Zdaj pa, ker imamo vi še toliko cajta, gremo k tej raziskavi, ki so ga danes pripravili. Sicer je res, da je že iz leta 2014 študija. Do zdaj jo še nihče ni sesul. Kako to vem? Ja vem, ker sem pač prebral toliko člankov in knjig in tako dalje in temu sledim. Zdaj enkrat še ne, pa je bo jutri. Še trdim. Okay? Zakaj sem jo izbral? Med drugim zato, ker še na en izvrsten način prispeva k temu, o čemer smo mi že tukaj veliko krat govorili. In sicer, to je obsežna študija. Res, veliko raziskav je narejenih. Na živalih, na ljudeh. Okay? Ogromno znanstvenikov, kot vidite, je sodelovalo pri nas. Ni samo en človek naredil. Ne bi mogel, predvsem. Torej, prispeva k temu, kar bi danes rad še enkrat poudaril. Nekatere stvari bom ponovil, nič hudega, to so resnične. Ene bom pa dodatno poudaril. Tukaj, če vidite spet, gremo kar po vrsti, naslov tega znanstvenega dela je število
obrokov na dan, če lahko tako rečem. Število obrokov na dan in pa timing, pravi kdaj. Kdaj jemo, število obrokov in kdaj jemo. In kako to vpliva na naše zdravje oziroma prispeva k bolezni. Fenomenalno študija. Okay? Zdaj, ena zadeva, ki si jo velja zapomniti, to vam bo kar pokazal boljš slico, tole ne, tole slico. Ena zadeva, ki vam bi najprej pokazal, je ta. Zdaj, če ne bomo do konca prišli, bomo pa naslednjič, študija, zelo pomembna študija. Mi smo že večkrat omenili, da so naša telesa izdelek evolucije. Človeška evolucija, zelo tako ohlapno rečeno, je vsaj 2 milijona let dolga. V 2 milijonih let je evolucija spreminjala, popravljala, mutirala, preoblikovala in tako dalje. Čisto vse, iz česar je narejeno naše telo. Vsako celico, vsako tkivo, vsak organ, vse je vedno znova na nek način preverjala v dosti surovih surovih okolij. Naši predniki so bili izpostavljeni surovemu okolju. Okay. In skozi 2 milijona let se je naše telo in vse, kar je v našem telesu, vsaka celica, vsak organ, se je torej vse navadilo na cikluse, na ritem. Naprimer, dneva in noči. Na to, da po noči spimo, po dnevi pa ne. To počnemo. To je zelo preprost ciklus. Zelo preprost ritem. Obstaja še drugi ciklus, recimo letni čas. Obstaja veliko ritmov, veliko ciklusov. In ker vemo, da obstajajo, je dobro se poučiti, kakšni ti ciklusi so. In vi ste gotovo že velikokrat slišali, kot sem prej rekel, da ste že slišali kdaj kaj o evoluciji, da so vam kaj povedali o kakšnih drugih zadevah, o okolju, zaznavanju, možganih in tako dalje. Gotovo ste tudi velikokrat že slišali, da je treba jesti vsaj 3-krat na dan ali pa večkrat. Ja, bomo 5-krat, ali pa 5-krat. Ali pa 4-krat. Bom takoj povedal, kaj to pomeni. To ste slišali. Gotovo ste tudi slišali, da je obvezno treba jesti zajtrk. Ja, pa zanjavo okay. Pa. Zdaj pa počas. Zdaj pa prosim, ja, ok. Zdaj pa počas. Čist, lepo, mirno, počas. Gremo nazaj. Ok? Zdaj bo ene ljudi šol zadev. Pa imite, no to. Ja, zdaj se primite, da bo do stola padel. Torej, zdaj bo Dušan Rutar citiral znanstvenike. Zdaj, jaz sem pošta v tem primeru. Ja, ste dostavljali. Dostavljali. Zdaj vam bom jaz dostavil eno sporočilo. Eno znanstveno, tako je, eno znanstveno sporočilo. In eni se bo zdaj v obufu začeli držati za glavo in bodo rekli, oh my god, kaj ste zdaj to? Ok. Torej, pripravljeni, 3-4, zdaj. Oh, shit. Sorry, na napačno smer smo šli. Ja, dobro. Torej, to je povzetek raziskave. Na kratko, povzetek te raziskave. O tej smo že prej dosti povedali, zdaj pa pogledajte. Bomo šli, ker znamo angleško. Ja. 3 mil... 3 obroke. Pa še kakšni prigrizki vmes. Ja, pa 4 ali pa 5 ali tako. Ne. 3 obroki ali več. Pazite zdaj. 3 obroki ali več. Vsak dan. Kaj to vam govorijo? Samo da ne treba, plus snacks every day. Pazite zdaj.
to ni duša znotraj si izmislil, to pravi znanost, resna znanost. Je nenormalno. Se je preveč. Je nenormalno. Iz evolucijskega vidika. Ja. Počas, vse bomo povedali. Iz evolucijskega vidika ni normalno, da ima moške samo eno žensko. To ne Kako izrezal? Evolucija je naše telo. 2 milijona let navajalo na popolnoma drugačen ritem prehranjevanja. Drugačen ciklus prehranjevanja. Definitivno ne na 3 obroke plus prigrizki vmes, ker ni bilo toliko hrane. Kratko malo jo niso mogli si privoščiti, tudi če bi hoteli. Torej, naše telo, dragi moji, zagotovo ni navajeno na 5 obrokov na dan. Prosim, pozabite na ta mit. Ja, ni problema. Okay. To je mit. Torej ni treba, da ima malico, če ni Niti približno ne. Ne samo, da ni treba. To ima celo vrsto negativnih učinkov. O tem bomo še govorili, najbolj še danes, ker je tega preveč, bomo pa naslednjič nadaljevali. To so resne zadeve, prosim. To so resne zadeve in zdaj spet nadaljujemo. Vidite tukaj. Torej, izhajamo iz spoznanj drugih študij, ki so že narejene. Prav za tem, kar zdaj govorim, je eno morje študij, nisem ena. Ogromno. Če bi pogledali vire, na katere se ta članek sklicuje, bi videli, da je tega res veliko. In če bi hoteli vse to prebrati, bi vam to zelo bil čas. K sreči imate Dušana Rutarja, ki to Prevede to za nas. Okay, da potem poštari vam dostavi. Tako da vam to naplače. Torej, če izhajamo iz teh raziskav, ki so narejene tako na živalih, kot na ljudeh, da bi se res prepričali, a to velja vse, za vse živali, za ljudi, bla, 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 smo ugotovili, oziroma se je izkazali, smo prišli do sklepa, pazite zdaj, da že 16-urni post, 16-urni, ni treba spraviti 2 dni, 3 dni, 20 dni, ne, 16-urni, gledajte, 16-urni post, se pravi post, ko preprosto nič ne jesti. 16 ur. Zelenjak, tudi... Ne, nič. Zdaj govorimo o nič, govorimo o postu. 16-urni lahko izboljša pokazatelje, se pravi indikatorje znanja, zdravje, izboljša vaše zdravje in preprečuje oziroma zmanjšuje bolezenske procese in jih blokira. Ali hočete izboljševati svoje zdravje in zmanjševati ali preprečevati bolezenske procese, ja, itak. In to lahko človek doseže že z, recimo, 16-urno prekinitvijo. Zdaj pa sam pazite, samo eno stvar. Gremo naprej na tole sličico. Ops. Ja, lahko sam ta 16 ur, to šteje tudi med spanjem. Bom zdaj ne povedal, ja? Njih zdaj ne povedal. To sem to sklico vodal, da odgovorim na to vprašanje. Prej sem bil o ciklusih. Da si predstavljate naše davne prednike, pred 4 milijona let. Kaj so oni počeli, ko je bil mrak, ko je padla tema? Logično, tako je. In so spali. In ali mislite, da so med tem po noč malo stali, pa šli na en prigrizen? Ja. Ne niso. Kar lepo so spali. In noč, redko kdaj, traja 8 ur. Recimo pri nas poleti, ampak samo poleti, na teh zemljepisnih širinah, traja tam nekje 18 let, ampak pozimi 18 let, 18 let. 18 let. 18 let, že bilo 18 let.
Ampak, dragi moji, po zimi, pa noč traja 14 ur, 15, 16. In naši predniki, recimo, so šli spat, kaj vem, ob 8 zvečer in so vstajali ob 8 zjutraj. Mimo grede, 12 ur spanja. Mimo grede. Če ste na ekvatorju, če ste se kaj učili pri geografiji, vi veste, da na ekvatorju je kar približno 12-12. Da ni tako, kot pri nas, poleti, dolgi dnevi, pozimi. Ne, tam je 12-12. In na ekvatorju, ko pade noč, pade tisto tu, trenutku. Tam je tisto čas mrak, pa tako, kot pri nas. Ni tako, to so že pri geografiji. Se pravi, 12 ur spanja, mi grede, ko šus. Naše telo je navajeno na take ritme. Ampak ne, mi smo seveda civilizirani, zelo pametni, različne reflektorje, prišli pa televizijo, bomo imeli v enem zjutraj, pa stan bomo pa pol 4, 3 ure spanja. Lahko si da to počnete, dragi moji, samo vaše telo bo reklo, kaj si ne, čisto trga, kaj ti ni jaz? Jaz je on spanec. Če nimaš verige, ker nimaš verige, ja, to so zanimivo. Torej, dragi moji, po noči spimo. Ja, in seveda telo takrat počiva in se pusti. Regenerira. To je energy destruction, tako je, takrat počiva. In zdaj mi pametni, seveda, kot smo, zjutraj tako tudi gremo zajtrk. Nobene logike. Ne moreš to jesti. Nobene logike ni, da bi zjutraj moral človek jesti zajtrk. Nobene. Razen to, da smo se pač razvadili. Pa že. Naše telo, kot sem že prej rekel, in če bi zdaj gledali bolj natančno, kot ne bomo, bi videli, da so naši predniki, ker je bila hrane malo, težko je bilo priti do hrane, so praviloma torej jedli, pogledajte, v tej smeri. V tej smeri, ne tole. To smo mi, ne? To je mi kar nekaj, pa še po noč, pa zvečer, pa ne vem, da je že bi se butal s hrano in kava vem. Ne. Tole, trikrat na dan, nekaj, pa po noč spimo, to je že malo boljš. Naši predniki so tole, ali pa tole. Ker veliko krat hrane sploh ni bilo. In samo zdaj, ja, ti povesti eno stvar, bom pa še eno, pa bomo pa drugič nadaljevali. Ducan, kad se nisate listali, da tedaj jedimo dajtrejka, najemo, da eni pejade na vejecane Pravijo, že pravijo, ampak če bi prebrali kakšne resne znanstvene študije, kot jih ni tukaj, potem tega ne bi več pravili. Se pravi, Dušan Rutar tega ne pravi. Zakaj, dragi moji? Samo še eno stvar, drugi še dojujemo. Če gremo naprej, ker sem domač narod naredil, vse je zatečo, modro, črno, tako kaj treba. Torej, prva stvar, 16 ur in že se zgodi nek premik. Poglejte, piše, metabolični shift. Premik se zgodi. Premik. Nekaj se spremeni v človekovem telesu, njegovim metabolizmom. Presnovo hrane, predalavo in tako dalje, asimilacijo. Zgodi se premik, pogledajte, v metabolizmu in sicer tako, to si bomo pa drugič podrobno ogledali, da začne telo proizvajati ketone. Kaj to je? In kako to poteka, bomo drugici pogledali, zelo natančno. Imamo vse gleda, da imate misli, da nimam, tole se bomo pogledali. Tole se bomo pogledali. Tole, zelo natančno bomo razložili tole. To je kemičen proces. Kako telo proizvaja ketone, kaj ketoni so in zakaj je to dobro. Zakaj je to dobro, kako preprečuje bolezni, zakaj nekateri ljudje, ki to pač počnejo, nikoli ne bolijo za nekaterimi bolezni in kako je to dobro za vaše zdravje. No, ampak naslednjič pa ne bo to doma taka zaključena celota, da bomo zdaj nekaj dobili, naslednjič pa od tukaj naprej. Ok, to je, hvala lepa, dragi moji.